V sklopu Konjiških dni 2011 sta v torek 28. junija župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek in predsednik krajevne skupnosti Zbelovo Peter Koren slavnostno predala v uporabo 5 moderniziranih cestnih odsekov na območju Zbelovske gore v skupni dolžini 2400 metrov. Nova pridobitev je v letošnjem letu največja na področju prometa v občini in predstavlja veliko pridobitev za Zbelovsko goro, ki spada med naselja v občini z večjimi podobnimi cestnimi odseki za obnovo. Modernizirani odseki cest predstavljajo boljšo dostopnost do mestnih središč in cest višje kategorije. Eden izmed odsekov cest predstavlja tudi najkrajšo povezovalno cesto na relaciji Rogaška-Zreče. Dela na omenjenem območju so se pričela spomladi leta 2010, ko je bilo potrebno utrditi razširitev ceste, na določenih mestih tudi prestaviti cesto, izvesti prekope za potrebe odvodnjavanja ali prečkanja komunalne infrastrukture, obnoviti spodnji ustroj, urediti jaške za odvodnjavanje, rekonstruirati prepuste in podobna dela. Vsa dela do priprave za izvedbo asfalta so izvajali krajani v sodelovanju s krajevno skupnostjo, kjer je bilo vloženih preko 1000 ur prostovoljnega dela. Žal se k modernizaciji ni pristopilo konec leta, kot je bilo sprva načrtovano, vzrok je bil prevelik obseg dela in neprimerne vremenske razmere. Tako so se dela nadaljevala v začetku letošnjega leta, ko se je pristopilo k izvedbi obrambno-nosilnega in zaključnega sloja s strani podjetja Nizke gradnje Ptuj, za katerega je podjetje CM Celje storitev tudi opravilo. Izvedba asfalterskih del je znašala preko 120 000 evrov. Sredstva v višini 33 593 evrov so zagotovili ljudje iz krajevne skupnosti Zbelovega, ko so se odpovedali povračilu stroškov v telekomunikacijsko omrežje, preostalo razliko do obveznosti izvajalcev del pa je zagotavljal občinski proračun za investicije krajevne skupnosti Zbelovo. Nadzor nad gradbenimi deli in tehnično svetovanje je bilo dodeljeno magistru Janku Breclu iz Maribora. In danes bomo to obnovljeno cesto simbolno predali v uporabo njenim krajanom in ostalim uporabnikom, zato na tem mestu najprej k besedi vabim predsednika krajevne skupnosti Zbelovo, gospoda Petra Korena. Najprej v imenu krajevne skupnosti Zbelovo prav lepo pozdravim. V naši sredini še posebej pozdravljam gospoda župana, gospoda poslanca, sodelavce iz občine, gospode svetnike, predsednike sosednjih krajevnih skupnosti in pa seveda vas, naše krajane. Moram povedati, da je danes zelo lepi dan. So dnevi za delo in so dnevi za veselje. Danes je dan za veselje. Tukaj smo se zbrali, da predamo v uporabo dobra 2,5 km ceste, na kateri smo se kar precej namučili. Z krajani smo v okviru teh del smo z dobrimi 23 000 evri naredili del za preko 100 000 evrov. Krajevna skupnost in občina pa sta potem financirala asfalt v vrednosti dobrih 120 000 evrov, tako da je to kar dobra pridobitev za naš kraj. Na tem mestu bi se posebej zahvalil gospodu županu, gospodu podžupanu, vsem, ki ste pripomogli k temu, da danes tole odpiramo. Ne rečem, da je šlo vse gladko, bile so težave, bili so problemi, ampak z trdno voljo in veliko željo so se problemi kar topili pred nami. Med nami smo bili taki, ki smo zelo pomagali in smo bili taki, ki smo zelo nagajali. Tako da tem prvim Bog poplačaj, tem drugim pa Bog odpusti. In ker je danes dan za veselje, se veselimo skupaj. Hvala. Dovolite mi, da sedaj k besedi povabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovane gospe in gospodje, krajanke in krajani Zbelovske gore, cenjeni gostje. Resnično je danes dan, ko je sonce posvetilo tudi v ta del naše občine. Tokrat sveti malo drugače, verjamem, da bolj toplo, bolj svetlo. Sem na Davle, kot rečemo v tem kraju,
je kar prevečkrat nekako šlo južno ali pa severno od te doline in zato je danes resnično tisti dan, ko se vsi skupaj veselimo te nove pridobitve, teh 5 krakov krajevne ceste, teh 2,5 kilometra cest. Če bi takole pogledali, ta cesta nekje v enem drugem kraju niti ne bi bila nič posebnega, predvsem v tistih krajih, kjer ljudje sami po sebi pričakujejo, da cesta itak mora biti. Pa vendar ste tu pokazali nekaj, kar je, če bi strokovnjake tehnike ali pa gradbenike vprašali, skoraj nemogoče za teh 121-122 tisoč evrov, kot je vaš predsednik omenil, narediti 2,5 kilometra cest, to je čudež. In vendar ste znali stopiti skupaj in opravili več kot 1000 ur prostovoljnega dela. To je danes, v današnjih razmerah, si zelo težko predstavljamo. Verjamem, da si mnogi med vami znate predstavljati, kaj je to prostovoljno delo, vendar je na žalost, predvsem med mlajšo generacijo, ta vrlina nekako izginja v pozabo. Žal. Pa vendar ste izjemno veseli lahko, kljub težavam, ki jih je vaš predsednik omenil, da ste postavili takšnega predsednika, ki se nečesa ne ustraši. Ko smo se pred nekaj leti pogovarjala o težavah na cestah v vaši krajevni skupnosti in nekako tuhtala, kako bi to lahko naredili, smo nekako ugotavljala, saj postopno, počasi pa bi šlo. In potem vas je znal navdušiti, da ste se odpovedali tistim sredstvom, ki so prišle iz naslova vlaganj v telefonijo. Tudi to je edinstven primer v naši občini, za ostalo okolico bi pa težko sodil, ker ne poznam toliko razmer. Za našo občino pa zagotovo ste edina krajevna skupnost, ki ste uspeli že zbran denar obdržati na kupčku, kajti ko je enkrat zbran, takrat ga lažje namenite za neko večjo investicijo. Ravno zaradi teh dejstev sem izjemno vesel, da še poznamo pri nas prostovoljno delo, da še poznamo tiste, ki so pripravljeni noč in dan delati, tako kot gospod Peter Koren in njegova ekipa, verjamem, da se ga sam ne zmore. In zato, Peter, hvala in iskrene čestitke na tem mestu. Moja želja pa je, da vse te cestne odseke uporabljate v slogi, v prijateljstvu, predvsem pa varno, počasi se vozite po teh lepih krajih. Vsaj jaz se vedno počasi peljem, ker občudujem te gozdove in vašo pokrajino in včasih kar zavidam, da imamo še tako lepe konce naše občine in na koncu konca tudi naše Slovenije. Še enkrat iskrene čestitke ob tej pridobitvi. Veselim se že novih pridobitev. Nekako poznam Petrovo razmišljanje, katera bo naslednja cesta in verjamem, da bo že letošnje jeseni zopet kakšen kopač kje zakopal tam pod železniško progo in da bomo čez kako leto še na tistem prepotrebnem delu skupaj stali na takemle vročem in črnem asfaltu. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku, danes pa zalijmo to cesto, da ne bi asfalt kje počil. Hvala tudi županu, gospodu Miranu Gorinšku, za te besede. Sedaj pa je že čas, da preidemo na tisto slavnostno dejanje današnjega dne, ko bomo skupaj prerezali traktor, cesto simbolno predali v uporabo vsem vam in seveda vsem ostalim uporabnikom. Še preden pa to zares storimo, bo strašansko počilo. In sicer bo zazvenel slavnostni pok iz možnarjev, ki ga bodo sprožili člani društva Ročni možnaristi Rogaška Rogatec, sicer pa vaši domačini. Naj vas opozorim, da otroke primete malo za ušesa, sami pa morda malo odprete usta, saj zna kar fejst počiti. Hvala lepa fantom.
Sedaj pa k slavnostnemu prerezu traku vabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška, ter predsednika Krajevne skupnosti iz Belovo, gospoda Petra Korena.